slikar, zato je bilo to, kar sem lahko videl na razstavah, kot je grafični bienale, mogoče pa še glediški bienale, ker smo kolektivno odšli, zdaj, takrat, čeprav meje niso bile več zaprte, je bila naša finančna zgodnost presečna, takrat pa da se je bilo treba. Kot se šlo pa kakšna taka razstava, kot je bila takrat okoli 20 spomnice čisto boljša. Razstava pop kulture v Zagrebu. Bil sem kar presenečen, recimo, ko so nekako razstavljene, recimo, razstavljeno vloženo sadje in zelenjava v kozarcih neke ameriške gospodinje na meji z Grčije. Torej, znanje smo si nabirali drugače. Računalnikov ni bilo, Google ni bilo, to se pravi, še kasneje so mogoče prišli odzivi. Ki so pa na mojo srečo do sedaj pravzaprav potrebovali tisto ključno usmeritev, ključno odločitev, ki sem jo v tem času sprejel. To mašino sem skonstruiral v drugi polovici leta 1971, prve slike so bile narejene 1972, poslal sem jih na grafični bienale 1973 in za razliko od prejšnjega bienala, ker so bili moji sitotiski uspešno sprejeti, so bile te slike takrat zavrnjene. No, kar je bilo zanimivo, torej, mašina je bila takrat, rečem mašina, čeprav vem, da gospod Lampič raje sliši besedo stroj. Mašina je bila takrat precej drugačna, kot je ta tukajle, skoraj popolnoma mehanična, tudi, pravi, potovanje, takrat ne zračnega čopiča, v njem nisem vedel še ničesar, pač pa sem uporabil eno vibracijsko brizgalno za barve, ki jo je Iskra delala po Wagnerjevi licenci in je bila krasna za barvanje vrat ali pa plota, za slikarstvo je bilo pa treba postaviti od spred zaslon, pa narediti mehno luknjico in ta zadeva je približno pol kile barve v eni minuti izbrizgala, to barvo sem lovil, pa je tekla nazaj. No, od začetka, ali pa skoraj od začetka mi je pa pri tem električnem ali elektronskem delu pomagal moj svak, elektrotehnik Konstantin Pavlovič, pa o tem bomo mogoče še kaj besed kasneje spregovorili. Rekel sem, da bom odgovoril, da bom poskusil odgovoriti na vprašanja, ki sem jih največkrat zastavil. Od začetka ni bilo nobenih vprašanj. Torej, tudi likovni kritiki ali kustosi me niso prav ničesar vprašali. Kasneje je bilo vprašanje mojih kolegov največkrat: ti, a še vedno delaš s tistim strojem? Delam. Kot veste, takrat bilo, zdaj se reče, mislim, da se je umetnik vsaj vsake 4 leta začel ukvarjati z neko novo tehniko, novo usmeritvijo, seveda v sklopu glavnega toka visokega modernizma, ki je takrat prevladoval. No, kasneje pa je bilo najpogostejše vprašanje, kako stroj naredi sliko. Naj sem se še tako trudil odgovoriti, sem imel vtis, da moji sogovorniki
čeprav so bili tudi moji kolegi slikarji, niso razumeli, kaj jim pravzaprav pripovedujem. Zato imam danes pravzaprav izjemno priliko in se zahvaljujem za to, da lahko mogoče v celoviti obliki celovito odgovorim na to vprašanje. Tako, če priznam, včasih mi je bilo največkrat, da bi preprosto rekel, moj stroj naredi sliko na zelo podoben način kot računalnik, ki ima program Word, napiše roman. Torej, jo ne naredi. Pa seveda tak odgovor nikamor ne vodi. Ne poskusim znova. In v tem sklopu moramo odgovoriti ne samo, kako stroj naredi sliko, ampak to, kar ste me mogoče že tukaj malo prej vprašali, zakaj sem sploh skonstruiral stroj za slikanje in zakaj je fotografija izhodišče za moja dela. Vse ta vprašanja so neločljivo povezana med seboj, povezana so pa tudi s časom, seveda tam okoli leta 70, 71, 72, ko sem sam aktivno vstopal v likovno življenje. Da se moram upravičiti, ker verjetno marsikar, kar bom povedal, zdaj ni novo, oziroma poznate. Pa kot sem rekel, takrat ni bilo in na to moram opozoriti. Konec 60-ih let, pa v začetku 70-ih, je pri nas v likovni umetnosti vladalo obdobje socialističnega modernizma. Jaz mislim, da je to zelo lucidna oznaka za čas formalistične abstrakcije, oznaka pa ni moja, ampak mojega kolega slikarja, umetnika iz skupine Irvin Milana Moharja. Kar se mene tiče, ga najbolj opredeljuje ena anekdota, ki sem jo sam doživel. Vsaj meni je, bom rekel, na mene je ta anekdota močno vplivala. V knjižnici Akademije sem srečal svojega kolega, zdaj je priznan slikar in grafik, ki se je ogorčen pritoževal nad ravnanjem in nekorektnostjo starejšega in bolj uveljavljenega kolega, najinega stanovskega tovariša. Uporabljajo tudi nekatere besede, ki jih ponavadi v tekstu zamenjajo s 3 pikicami. Torej pri teh 3 pikicah bom ustal. Rekel je takole: ta, 3 pikice, Janez, ukradil mi je trikotnik, jaz sem ga prvi videl pri tistem Japoncu. Jaz sem pa sam vedel, da te zvrsti umetniškega izraza ne pripadam. Vedel sem, da je moj izraz svet figuralike in ni me strašila kar naprej ponavljala floskula, da je tako slikarstvo mimetično, iluzijsko in tako naprej.
Prav obratno. Sam sem vedel, da v likovni umetnosti, oziroma mogoče ne takrat, ampak sedaj pa vem, ker sem na akademiji precej tega učil, torej, da ni bolj na konceptu temelječe zvrsti, kot je to tako imenovani realizem. Veste, ne samo slikarstvo, ampak tudi fotografija v resnici ni mimetična. Da bi to lahko prikazal ali dokazal, bi rabil eno drugo predavanje. Jaz sem nekaj takega, vse kar se tiče, kako se organizira iluzija trodimenzionalnega prostora na dvodimenzionalni ploskvi, predaval na akademiji, zato porabil cel silvester, če pa še zraven perspektivo, pa celo študijsko leto, da sem to študentom pokazal. Ampak vsi pripoznate tole Giotovo prelepo sliko, ki so v njegovem času veljala za tako mimetično, za tako realistično, da so ljudje govorili, ta podoba osla je taka, da jo zamenjaš za pravo živaljo. Samo čakaš lahko, da boš slišal, kdaj bo ta osel zarival. Za nas nič več. Lepa slika o kakšni neposredni povezanosti, je pa, bom rekel, enakosti z živim oslom seveda nima zveze. In jaz se spomnim svoje mladosti, črno-bela fotografija, ne samo to, in črno-beli film, ni potrebovalo nobene barve. Bila je tako enačena ali za nas enaka za resnično podobo, da sploh nismo občutili, da nima barve in da je ploska. Verjetno teli mlajši, ki gledajo 3D televizijo, jo kot tako ne morejo več sprejeti. Pravzaprav, čeprav se na prvi pogled zdi protislovno, je vsaka slika, tudi tako imenovana realistična slika, v resnici abstraktna. Jaz sem se zavedel še nečesa. Naj še tako občudujem mojstrovine iz preteklosti. Te za mene ne odražajo občutenje časa, ki mu sam pripadam, ali pa ki se mu sam pripada. Zdaj mogoče moram že v tem časovnem zamiku govoriti. Namreč slikarska tehnika ni samo način, kako nekaj upodobiš, istočasno z načinom podajaš tudi izraz. In na tak način sem vedel, da se sredi 20. stoletja ne morem izražati. S tradicionalno potezo z barvo in pa ščopičem, kot je recimo tule predstavljeno, s takozvanim, rečemo, penzelštrihom in z gesto se ne da ustrezno naslikati niti avtomobila, pa tudi ne modernega obraza. In še nekaj. Tradicionalno naslikan obraz za nas ni več zares prepoznaven. Da bi postal prepoznaven,
moramo v svojem miselnem procesu narediti nekakšno transformacijo. Za mene, torej jaz sem, mislim pa, da tudi vsa moja generacija mora tako podobo mentalno približati izgledu, kot jo daje fotografija. Tu imate seveda poznan avtoportret slikarja Cézanna in njegovo podobo, torej njegovo fotografijo, ki je seveda fotografija 19. stoletja, morda, ne vem, začetka 20. stoletja na vsak način. Pri tej sliki moram narediti transformacijo, pri oni pa mi ni treba. Če hočem pri sebi odgovoriti na vprašanje, kakšen je pa ta človek pravzaprav v resnici izgledal. Fotografija je za nas nevtralen, objektiven in razpoznaven izgled. Pravzaprav je fotografija tako nevtralna, da jo brez velikih vprašanj sprejemajo tudi kulture, ki podobo kot tako sicer zavračajo. Mislim tudi na skrajni islam, na ortodoksni protestantizem ali, če hočete, ortodoksni judaizem. Vsi ste priča vsakodnevnim dogodkom, ker tudi te, ki sicer podobe kot take ne sprejemajo in so pripravljeni uničevati podobe, recimo Bude, tam v Afganistanu, hodijo slikami svojih voditeljev ali kažejo na televizijskih ekranih, torej fotografske podobe. Sploh jo ne sprejemajo kot sliko, kot podobo. Torej, v začetku leta 1971 sem delal te sitotiske s tem povečanim rastom. Moram biti tukaj zraven zvočnika pravil. Torej, sem delal te sitotiske s povečanim rastom. Pri sitotisku pa ves proces sloni na predvidevanju. Ko pripravljaš sita, torej šablone, predvidevaš, kakšen bo rezultat. Med samim procesom pa kakšna korekcija ali kakšen kreativni poseg ni možen. Torej, tudi to je bil eden od razlogov, da sem želel poiskati ali da se moram poiskati, bolje moral kot želel, nov medij. Tole je ena risba Leonarda da Vincija iz njegovega Atlantskega kodeksa, ki je, kolikor vem, spravljen v Milanu. Takrat, ko sem sam študiral, torej v času mojega študija, pa še mnogo let kasneje, nismo ničesar vedeli o napravah renesančnih slikarjev. Še manj smo vedeli o tem, da so take naprave služile slikarjem vse do današnjega časa. Recimo Andy Warhol pa še marsikdo drug je to uporabljal, da so naval. Nisem prepričan,
da je to naše nevedenje bilo slučajno. Prav obratno. Prepričan sem, da je bilo to zanikanje oziroma to, da so bile te naprave zamolčane, namenoma. Takrat smo imeli v knjižnici na akademiji Leonardo traktat o slikarstvu. Bil je seveda v hrvaškem ali srbskem jeziku. Bil je čudno skrajšan in še bolj čudno cenzuriran. O pravem traktatu, ki je izšel pred nekaj leti v založbi Studia Humanitatis, seveda z njim se ni dal primerjati. Prav tako nismo kaj dosti vedeli o Albertijevem traktatu de la Pittura. Vedeli smo, mislim, da smo vedeli, da ne je bilo to rečeno, da ga je napisal, kaj pa je v njem dejansko, pa nismo vedeli praktično nič. Jaz pa sem imel eno majhno knjižico mojega očeta arhitekta o perspektivi, ki je išla leta 1922 v Pragi. V njej so bile tele slike. Slike mašin, ki jih je upodobil v svoji izdaji Albrecht Dürer. Verjetno so vam poznane. Vendar je zanimivo, da pri teh slikah še sedaj je največkrat upodobljena tale. To je taka raziskovalna mašina, ki jo je verjetno uporabljal tudi Piero della Francesca in mislim, da so jo upodabljali ali pa da jo še upodabljajo ali pa priobčajo zaradi tega, ker je v praksi ta mašina popolnoma neuporabna. Piero della Francesca je s pomočjo take mašine verjetno naredil svoje te študije Keliha, če se spomnite, glave, za kakšne druge podobe, da bi bila uporabljena, pa nisem videl. Kar je zanimivo pri tej mašini, jaz upam, da se ne bom predolgo ustavil, je pa ena konceptualna narava te mašine. Tukaj je slikar, tu je njegov pomočnik, če bo kdo želel, kako deluje ta naprava, bom razložil, ampak zanimivo je to, da to lutno, to risbo lutne ali pa to podobo lutne, ne gledata niti slikar, ne njegov pomočnik, izrisujejo tale žebu, ki je zabit v steno. Obratno pa sta teli dve napravi, pravzaprav fotografska aparata renesanse. Pravzaprav je tale naprava popolnoma enaka, kot je bila ona Leonardova slika, samo s to razliko, da je Leonardo kot Italijan malce šlampas, če se spomnite, on tole steklo, ali če hočete perspektivno ravnino, drži kar z roko, pri Dürerju je pa to prava mašina, mislim, mojstrovina, obrtniška mojstrovina svojega časa. Tole od spodaj z mrežo je samo varianta, no, če vas toliko zanima, jaz upam, da vas preveč ne morim. Tale ima to pomanjkljivost, da je
tisto, kar pravimo pri perspektivi distanca, razdalja od očesa do perspektivne ravnine, kratka, toliko, kolikor pač seže slikar svojo roko in čopičem in je zato podoba razmeroma majhna. Glavica pride približno toliko velika in če boste obiskovali kaj muzeje, boste videli, da je veliko podob tega časa, kjer so portreti te velikosti. Ta spodnja pol mogoče seveda povečava glede na mrežo. Zanimivo je, torej jaz sem omenil Leonarda in Dürerja, ampak zanimivo je, da take naprave predlaga Alberti, torej pred Leonardom, že v svojem traktatu o slikarstvu, tisto, ki sem rekel, da mi kot študentje nismo o tem vedeli prav ničesar. Seveda nam je bilo zamončano tudi tole, Canaletova kamera obscura in pa seveda ne samo Canaletova in tu imate eno gravuro, tam, to mislim, da je že 17. stoletje, kako tule vidite slikarja, ki jo uporablja, to je pa detajl, ko slika pejsaž v okolici Benetk. Teh naprav je bilo še več, konkavna zrcala, potem kamera lucida in tako naprej. No, pravzaprav, dajmo se še malce, bo šlo nazaj, bo šlo nazaj. Tako lahko vidite, da so stroji, naprave in pa fotografija neločljivo povezani z evropskim slikarstvom vse od renesanse. Natančneje, če hočete, poznamo točen datum, ko je bila v umetnosti prvič uporabljena naprava in to so dve Brunelleschijevi plošči, ena je prikazovala pogled na Krstilnico v Firencah, drugi pa Trg Signorije, narejeni ste bili leta 1413 in 1414. Kasneje je Brunelleschi, ki je potem tudi razvil matematično plat ali pa osnovo perspektive te dve plošči sam uničil, zažgal, ampak ohranil se je zapis o njiju in zelo podroben. Torej vse do renesanse pa do prve polovice 19. stoletja, ko so Nips, Daguerre in pa Talbot uspeli sliko dobljeno v kameri obskuri kemično ohraniti, je fotografija pravzaprav sestavni del evropskega slikarstva. Ko pa se je zgodila ta ohranitev fotografije, je pa to povzročilo med slikarji gromozanski preplah. In konec koncev lahko vso zgodovino likovne umetnosti 20. stoletja povezujete ali pa s tem prastrahom. Ne od vsega začetka, ampak odkar je v naših krajih, v Sloveniji, zavest o fotorealizmu
nekateri likovni kritiki prištevajo med fotorealiste. Nazadnje, pred nekimi 14 dnevi, mislim, da sodelujem pač na razstavi slovenske umetnosti v Vili Manin. V Italiji je likovni kritik ali kustos zapisal, da seveda že od 79. leta sem fotorealist in vztrajam se do današnjega časa. Berko je fotorealist, nihče mu tega ne zanika, pa tudi sam ne zanika, da je fotorealist. Kako mi na to odgovorim? Poskušal bom odgovoriti s citatom, in sicer iz pojmovnika slovenske umetnosti 1945-2005. Tam piše takole, citiram: fotorealizem, imenovan tudi hiperrealizem ali surrealizem, se je pojavil v ZDA sredi 60. let, predvsem na slikarskem ter grafičnem, manj izrazito pa tudi na kiparskem področju. Utemeljuje ga težnja po natančnem in s skrbnostjo do detalja izdelanem slikarskem posnetku resničnosti, ki jo prikazuje fotografija, torej njegovo izhodišče kljub realistični uprizoritvi ni več neposredna zaznava sveta. Ustaljena praksa pri nastanku take slike je, da si slikar pomaga s projekcijo diapozitiva na platno, ki je včasih prekrito z emulzijo, občutljivo na svetlobo, in slika projicirano podobo. Fotografija je torej izhodišče za nastanek slike in tudi dejanski predmet upodobitve. Slikarjev cilj pa je, da tej podobi čim natančneje sledi. Ta pojmovnik slovenske umetnosti omenja tudi mene. Tam je naslov Bogoslav Kalaš. Pravi takole, že spet citiram: v tem kontekstu bi veljalo omeniti tudi Bogoslava Kalaša, rojen 1942, pa črtica, ki pa ni fotorealist, niti pogojno vzeto, saj se njegovo slikarstvo od tega sloga bistveno razlikuje prav v uporabi fotografije, katere podoba ni končni slikarski cilj, pač pa vmesnik in sredstvo za dosego cilja, kot je bila na primer kamera obskura za klasičnega slikarja. No, s to ugotovitvijo se pa jaz strinjam. Moram še nekaj povedati, da za svoje slike v procesu uporabljam izključno svoje lastne, torej avtorske fotografije. In še nekaj, kot si veste, selekcija je tudi kreacija. Moj prijatelj, arhitekt Andrej Hravski, verjetno ga vsi poznate, pravi, da so najbolj napačne sodbe tiste, ki nastajajo na podlagi navidezne zunanje podobnosti, in tudi tu bi moral pritrti. Seveda, kaj pa je to, kar delam? Ali je to, kar delam, konceptualizem? Mnogi moji kolegi slikari, mlajši od mene, mi pravijo, da sem to, da sem konceptualist. Mogoče tudi zato, ker takole izgleda dnevnik
dela mojega slikanja. To je tista slika, ki je tam nastojala. Vendar moram povedati, da to ni program, ki je napisan vnaprej, da je to pravzaprav moj delovni zvezek. To je zdaj isto, ne, pravzaprav. Ali sem konceptualist, bom poskušal odgovoriti na podlagi teh dveh konceptualističnih del. Eno starejše je, vsi poznate, Leonardova Mona Lisa in druga je sodobno, zelje v Benetkah, umetnika Jožeta Baršija, mojega kolega, tudi profesorja na akademiji. Mogoče se mi čudno zdi, da sem kot konceptualistično delo pokazal Leonardovo Mona Liso. Že spet bi bilo za to potrebno veliko več časa, kot ga imam na razpolago, rad bi vas pa opozoril na nekaj, pa si boste mogoče lahko potem sami, če vas bo seveda zanimalo, sami preverili. Leonardo poznamo v širši javnosti po treh delih, po Moni Lisi, predvsem po tistih razpravah strokovnjakov, ki sodijo bolj v rumeni tisk, ali je to ženska ali ni ženska, zakaj se smehlja in tako naprej. To se pravi krasni članki za kakšno tako strokovno revijo, kot je Jana ali pa kaj podobnega. Čeprav moram seveda priznati, veste, da je vsako likovno delo mnogoplastno in da lahko vsaka plast po svoje zanimiva, mene samo moti, da tista glavna, poglavitna, glavna plat te slike zamolčana. Drugo, seveda, kar poznamo od Leonarda da Vincija, je ta Zadnja večerja, posebno po zaslugi Dan Browna. In tisti, ki so malo bolj se z njegovim delom spoznali, o njegovem traktatu o slikarstvu, ki sem ga že omenil. Mogoče je malo manj znano dejstvo, da Leonardo da Vinci nikoli ni napisal traktata o slikarstvu. Leonardovega traktata o slikarstvu. Leonardo je pisal zapiske o slikarstvu, o problemih, tako kot je pisal o strojih in še o marsičem drugem, ampak jih ni nikoli objavil. Ko je umrl, je svoje zapiske zapustil svojemu pomočniku, prijatelju in tako naprej, Melciju, Francesco Melci, je te zapiske hranil, potem jih je pa čez nekaj časa, verjetno na pobudo ostalih slikarjev, začel posojati. In skupaj je izbral nekaj tekstov, ki so se nanašali na slikarstvo in jih je posodil. Kasneje je te tekste prepisal, vi veste, da je Leonardo pisal od leve proti desni, da so bili nečitljivi. Pisal je v nešolani italijanščini, ker ni imel Leonardo prav nobene formalne izobrazbe, Melci je bil pa plemič in je to zapisal v visoki italijanščini jeziku. Ampak tudi Melci ni objavil. Traktat o slikarstvu, tako kot ga je Melci potegnil iz tega kupa Leonardovih zapiskov,
je izšel šele 132 let po Leonardovi smrti, in sicer v Franciji, leta 1651. Se pravi, da ne moramo govoriti o Leonardovem traktatu o slikarstvu, čeprav je vse, kar je tam not objavljeno, res Leonardovo avtorstvo ali Leonardovo delo. Kako to, da ni napisal traktata o slikarstvu? To je veliko vprašanje. Jaz vam ponujam en odgovor. Zato, ker ga je naslikal. 4 leta je slikal Mono Lizo. In če boste brali njegov traktat o slikarstvu, boste videli, da je vsa njegova spoznanja, da je ves traktat vsebovan v tem delu. Rafael je to sliko videl, takoj spoznal vrednost slike in od takrat naprej je bil drugačen. Če se boste že lotili traktata o slikarstvu, če nisem preveč skromen, bom priporočan, da si še prej preberete članek ali pa eno spremno besedo, ki jo je napisal profesor Bogoslav Kalaš ob tem traktatu. Ne bom se spuščal v podrobnosti, rad bi pa odgovoril na tisto prvo vprašanje o konceptualizmu. O Leonardu pa o njegovem traktatu in o Mona Lisi vem kar nekaj. Nihče ne ve vsega, ampak nekaj pa. O gojenju zelja v Benetkah vem veliko manj. Je spoznano kot konceptualno ali konceptualistično delo, bi pa vas prosil, da prisluhnete, res da sem dolg, ampak dobro, da bo o tem, kar sem o tem, torej, dva odstavka bom prebral, kar sem o tem spremnem besedilu napisal, zato da boste mogoče lažje razumeli cel koncept. Citiram Bogoslava Kalaša, profesorja onga. Sredi prejšnjega stoletja se je iz slikarskih upodobitev umaknila človeška podoba, skupaj s podobo prostora, v katerim bivamo, sedaj se umika tudi slika kot nosilec umetnikovega izraza. Sliko na velikih umetnostnih prireditvah, ki štejejo za umetniško pomembne, nadomešča art. Mnogim se zdi tak razvoj nerazumljiv, mnogi, predvsem mlajši umetniki, ga jemljajo kot nekaj naravno sodobnega, saj so jim rekli, da se umetnost razvija neprestano in premočrtno, v starih, že nekoliko pozabljenih časih bi rekli od zmage do zmage. Toda, ali je sploh res, da sta tradicionalna slika in sodobni art iz istega počela? Če pripadata skupni stvari, pripadata le toliko, kot dve strani pripadata istemu kovancu. Na eni strani je mož, na drugi strani je cifra. Umetnik, tradicionalist, izhaja iz prepričanja, da je podoba zaželena in vredna upodabljanja. To, kar je lepo in skladno, je vzvišeno, je resnični odraz božanskega in zato pravi umetnikov cilj. Korenine takega doživljanja umetnosti segajo nazaj v antično klasiko
in v humanizem, kjer je človek merilo vsega. V tem okolju je morala tudi predstava judovsko-krščanskega edinega in breztelesnega Boga dobiti vidno podobo, da je lahko preživela. Vse to, v kar umetnik verjame, skupaj z njegovimi življenjskimi izkušnjami, oblikuje njegovo umetniško prepričanje, umetnikov kredo, ki je temelj vsemu, kar naredi. Vse svoje znanje usmeri v nastanek umetnine, v našem primeru slike, ki je slikarjev končni cilj. Za sodobnega artista je podoba opravičljiva samo, če ima kakšen moralen, socialen ali filozofski pomen. Lepota nima enake veljave kot v tradicionalni umetnosti, večinoma sploh ni zaželena, saj se enači skušnjavo in zapeljevanjem. V nezavednem artista in njegovega kulturnega kroga odmeva mogočen glas. Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo. Zato umetniški izdelek praviloma ni končni cilj artistove kreacije. Narejen je zato, da spodbudi pri opazovalcu občutljivost za dileme sodobne družbe, da opozori na vse tisto, kar je umetniku pomembno in ob čemer, tako meni, sodobni osveščeni človek ne bi smel ostati ravnodušen. Artist ne dela več umetnin, ampak projekte. Če sta ti dve podobi, ki sem jih pokazal, podobe istega kovanca, vsak na svoji strani, potem sam seveda težim ali pa se prištevam, ne da bi se enačil seveda konji prvi, konjem prvemu konceptualnemu delu. No in seveda je čas, da se vrnemo na tisto osnovno vprašanje, kako stroj naredi sliko. Tule je tak, kot je ne ravno danes, ampak kot je bil mogoče pred pol leta nazaj, pa pred eno leto nazaj. Torej ima okvir, dve vodili, eno vodoravno, ki omogočajo pomik levo-desno in tole sedaj, kjer se v zdajšnjem primeru zračna čopiča in nič več, torej aerografa ali airbrusha in nič več Wagnerjeve pištoli premikata navzgor in navzdol. Torej ustvarja, bom rekel, navpično pot. Včasih je bil malo drugačen, pa se je gibal levo-desno. Torej tukaj sta tale dva zračna čopiča, ki sta krmiljena preko tukaj senzorja, smo že govorili, in to je pa elektronika, ki krmili zračna čopiča, pa tudi premikanje levo-desno in gor pa dol, navzdol. Tule je en detalj teh zračnih čopičev ali aerografov. Tudi te se menjajo, ker se rabijo, torej tukaj so peti,
tule v zadnji se ne vidi prav dobro, za telem sta elektromagneta, ki odpirata ročico. To pa je tisti senzorski ali občutljivi del. Mogoče bom najbolj opisal, da nam boste najbolj razumeli, če povem, kako je prvi stroj funkcioniral ali pa kako sem ga začel. Torej, ko so takrat 71, ko sem konstruiral to prvo mašino, prvi stroj, sem rekel, da je bila bolj mehanska kot sedaj, da je bilo seveda za krmiljenje takrat te Wagnerjeve brizgalke bilo potrebno narediti tak sistem. Obrnil sem se na svojega svaka, elektrotehnika, Konstantina Pavloviča in se ga vprašal, če je taka reč sploh izvedljiva. Odgovor je bil ne, ni. Potem se ga pa takole vprašal, sem rekel, poslušaj, rekli smo mu Vojan, če je to takokoli. Poglej, če imam jaz eno prosojnico, lahko je to film, kot je tukajle, črno-bel, lahko bi bilo na transparentni površini pač naslikano v tonu kakorkoli, ki jo na eni strani osvetli, na drugi strani je pa, takrat smo rekli, še fotocelica, zdaj so to fototranzistori ali kakorkoli, in se ta skladno s potjo brizge, torej ta fototranzistor potuje gor, dol in pa seveda vrstico poleg vrstice, vrstice, bo ta fototranzistor ustvaril nek svoj tok, odvisno od količine osvetlitve. Ja, seveda. Ta tok seveda lahko, ki je vedel sem šibek, pojačan, z ojačevalcem. Ja, seveda, lahko. Preko, poglej, takrat šprica, potem pa sem uporabil relé, ki je pravzaprav elektromagnet. Relé, oni imajo eno svojo osnovno upornost, ali pa po domače povedan, če je tok, ki na enega pride prešibek, bo ostal v primeru, ne dela. Ko se tok čez tisto njegov limit poveča, bo relé šklacnil, oziroma se bo odprl. Ja, rekel, ja. Jaz tako, če pred ta relé ustavim potenciometer, zdaj ta prak dvigujem, pa spuščam, pogleda. Ja, prav, kaj pa ne poveš, to je pa vendarovski prak. Ne, tako so začela sodelovati. Mi sva sodelovala do pred nekaj let. To je bilo tisto, to je pa zdaj tamle je, seveda z druge strani, na pokrajino, ki sem je delal, na izvleček sem na plan film, takrat Akfa je imel dosti dobro, ali pa Ilford, ali pa karkoli. Tukajle sta dva fototranzistorja, namreč v vsem teh letih sem se toliko izvežbal, da lahko, ali pa da znam več ali manj krmilk. Dve šprici naenkrat, kar mi skrajša delo. To je zdaj ta elektronika, mislim, vsak tale tukaj, to je v bistvu potenciometer, tole je pa števc in tale 490 ni nič drugega kot število ohmov, ki mi določajo ohmski prag. Torej, tale je zdaj nastavljen na 490 ohmov, tale pa na 723, ne vem zakaj, ker dejansko ne bi imel nikoli tako veliko razliko med, lahko večjo, manjšo med obema brizgalkama. No, zdaj se mi pa, veste, se verjetno postavlja še eno vprašanje, zakaj za vraga sem pa delal mašino,
Zakaj ne uporabljam kar lepo navadno fotografijo, ne, če sem že toliko lepega v fotografiji povedal. Fotografija ima eno pomanjkljivost. Ne vem, če se boste strinjali, ampak zame pa za slikarja je to velika pomanjkljivost. Namreč to, da tonske prehode od svetle proti sivi, posebno na oblih predmetih, prenaša zvezdno. Tako nekako, kot če bi delal primerjavo za glasbo, godala, violina, pa vsa druga godala, so narejena tako, da lahko violinist od ene do druge note potegne glissando, torej zvezdni prehod do ene do druge note. Pa vendar vsi veste, ali pa se učutim, da 99% violinskih skladb nimajo glissanda, ampak so violinist igra določene cele tone ali poltone. Zakaj? Zato, ker tak glissando, tak zvezdni prehod človeško uho slabo prenaša. Nedoločno je, zbega ga. Enako je s človeškim ušesom. In za razliko od violine je klavir tisti, ki ima tone določene. Vsaka tipka je en določen ton. Mislite, lahko potegnete s prstom, boste slišali tudi neke vrste glissandov, v tem glissandu bo vsak ton točno določen. Kaj sem jaz potreboval ali pa kaj sem naredil? Naredil sem pravzaprav klavir za slikanje, ki mi določa posamezne plasti in zdaj vam jih bom tudi pokazal prav za to predavanje, seveda sem se malo potrudil, pa sem dokumentiral eno grafiko, precej velik razpon sem vzel, no pri meni niso tipke, da bi bile določene, jaz jih lahko vmes določam pravzaprav v neomejenem številu. Ne vem, koliko se vidi. Torej, tukaj je, vzel sem kos papirja, ga napel, postavil na mašino in odtiskal dve sivi plasti, dve zato, ker imam pač dve šprici in gre hitreje. Če boste dobro pogledali, prva plast se vidi tukaj not in tukaj je prazno, vidite, to je ploska, tukaj je spustila. Druga plast je pa že tale obris naredila, vidite. Pa gleda se malo vidi, pa tukaj. Na to sem tiskal naslednje dve plasti. Zdaj se že tole malo bolj vidi, da bo iz tega nastala neka roka, tukaj so eni detajli, pa tukaj so se pokazali, pa tukaj malo več. Sledili ste naslednji dve plasti. Vidite, tukaj se že tule roke vetorjani detajli vidijo, ampak vse plasti so v svojem lastnem tonu. S tem, ko jih nalagam druga na drugo, se pravzaprav plast črni oziroma dobiva večjo, potem tudi recimo barvno gamo, če bi delal barve. No in tako naprej, jaz mislim, da lahko zdaj gremo malo hitreje naprej. Mislim, da je ta zadnja. Da boste videli, kako pa to v resnici izgleda, se vam pa samo premislil. Hvala lepa za poslušanje, mislim, da se vas dosti namučil. Če pa imamo še kakšno vprašanje, pa seveda kot prekarjen profesor.